Lep dober večer vsem. Evo, jaz sem malo z vami iz enega razloga preprostega. Prejšnji teden je bil občni zbor in Mihael je povabil, da bi nekaj spregovorila tudi o tem incidentnem dogodku, ki se je zgodil v tem obdobju enega leta. To je bilo lansko leto, 22. aprila, ko je bil nasilni vstop policije, redarjev in so se stvari dogajale zelo dramatično in nasilno. In midva z možem sva se odločila, da postopava proti redarstvu in tudi policiji s pritožbo nad njihovim delom, hkrati pa tudi z zahtevo za sodno varstvo. In nekaj okrog tega se mi zdi, da je prav, da zveste člani, pa hkrati sem pripravila tako, da se boste lahko tudi poučili, če se boste sami znašli v kakšni podobni situaciji. Tako, toliko za začetek. Premišljevala sem, kako je prišlo ravno zdajle, ko je velikonočna sobota, ampak gleda, da je prav ta pravi čas, ker prejšnji teden nisem mogla, tako da evo, gremo k predstavitvi. Če bo kaj posebnega, me lahko tudi vprašate, če bi bilo kaj zelo. No. Evo, takole izvrševanje oblasti strani občinskih redarjev in policije po slovenski zakonodaji. Zelo zanimivo, par linkov boste videli, vam bom par teh PowerPointov vam bom predstavila, kaj je rekla umetna inteligenca na izvrševanje oblasti strani občinskih redarjev v okviru slovenske zakonodaje. No, tako pravi, ne. V predstavitvi preučujemo, kako občinski redarji in policija izvajajo naloge in pooblastila in raziskujemo pravni okvir in vlogo občinskih redarjev in policije pri ohranjanju javnega reda in varnosti. No, nekaj takega bo res v naši predstavitvi, ne. No, pravni okvir, evo, kaj pravi umetna inteligenca. Slovenska zakonodaja določa pristojnosti in odgovornosti občinskih redarjev in policije. V njem je opisan obseg njihovih nalog in pooblastil pri izvrševanju zakonov in drugih predpisov za zagotavljanje javnega reda in miru. To je vse v redu in prav, ampak premalo pa se upošteva določila ustave in tudi po mojem videnju in ugotovitvah tudi nekateri zakoni, na podlagi katerih delajo redarji in tudi policija, niso usklajeni z ustavo. Tako da tukaj je kar velika težava. Vloge in odgovornosti. Občinski redarji so odgovorni za izvrševanje lokalnih predpisov in obravnavo manjših prekrškov, policija pa za hujše kazenske zadeve. Obe imata ključno vlogo pri ohranjanju javnega reda in miru. Zelo na ozko je inteligenca odgovorila, ne. Seveda policija ima še veliko večja pooblastila, predvsem v smislu varovanja naših človekovih pravic in svoboščin. In o tem seveda inteligenca ne govori. Pristojnosti in naloge je takole odgovorila. Pooblastila občinskih redarjev in policije so omejena z njihovo pristojnostjo. Ja, to je pa res. Zakonom in z ustavo. Občinski redarji običajno delujejo znotraj določene občine, tudi medobčinsko, kot je vam poznano, ne, med več občinami, medtem ko ima policija širšo pristojnost, ki zajema celotne regije ali celotno državo. No, to je res, ampak samo del policijske uprave, to moramo vedeti, ne, drugače pa gre tukaj kar za omejene meje oziroma okrožja, v katerih lahko delujejo in smejo delovati. Izvršilni postopki. Tako občinski redarji kot policija pri izvrševanju oblasti, vidite, kako lepo reče umetna inteligenca, pri izvrševanju oblasti, ne pri ščitenju nas, državljanov, upoštevajo posebne postopke.
To vključuje izdajanje opozoril, izvajanje preiskav in aretacije, kadar je to potrebno za vzdrževanje javnega reda in varnosti, nič pa inteligenca ne pove, tudi ko je treba polniti proračun s vsemi prekrški, ki so seveda v glavnem nezakoniti, ker so neustavni, na način, kakor so izdani in pobrani. Sodelovanje in komunikacija. Učinkovito sodelovanje in komunikacija med občinskim redarjem in policijo sta bistvena za zagotavljanje usklajenih prizadevanj pri izvrševanju oblasti. No, to je zelo zanimiva ugotovitev umetne inteligence, ker boste videli, kako je v tem konkretnem incidentnem dogodku to delovalo vsak zase, še danes ne vejo, katere postopke so opravljali, ne znajo povedati. Zanimivo, skratka. To omogoča enoten pristop, pravi inteligenca, k ohranjanju javnega reda in varnosti. Torej samo javni red in varnost. Bodite na to pozorni, ne. Torej inteligenci se ne sanja, da gre za zaščito človekovih pravic in svoboščin, katere je policija prva in jih more varovati in ščititi za vsakega posameznika, vsakega državljana posebej. Izzivi in rešitve. Izzivi, kot so omenjeni viri in odpor javnosti, lahko ovirajo izvrševanje oblasti. Ja, zanimivo. A veste, kaj sem? Jaz sem izziv. Upam pa, da bom tudi rešitev, ne. No, rešitve vključujejo strateško dodeljevanje virov in sodelovanje skupnosti za premagovanje teh izzivov. Torej, naj nas izzivi ne ustavijo, pojdimo skozi izzive k rešitvam, ker nas, poziva inteligenca sodelovanje skupnosti k premagovanju teh izzivov. In skupnost smo mi, državljani, občani. No, in sklep, ki ga je umetna inteligenca dala, skratka, izvrševanje pooblastil s strani občinskih redarjev in policije v Sloveniji ureja jasen pravni okvir. Tukaj sem se kar zamislila, kaj je za inteligenco jasen pravni okvir. Okviri so jasni, ampak imajo velike pomanjkljivosti oziroma še tisti, ki so dovolj pravno usmerjeni v dobrobit državljanov, so dejansko zlorabljeni. Njihove vloge in odgovornosti in sodelovanje so ključnega pomena, to pomeni med redarstvom in policijo, za ohranjanje javne varnosti in reda. Tukaj sem se vprašala za ohranjanje, kdo ima, kdo je javna varnost? Kaj je javna varnost in red? Je to za nas državljane ali je to za morda posamezne elite? Ne vem. Zdaj bomo skozi moj primer. No, glejte, kako pa teče to v praksi, kako redarji in policisti izvajajo svoje naloge in pooblastila, bom predstavila na konkretnem primeru odzivu na incident, ki se je zgodil lansko leto na dan Zemlje, to je 22. aprila 23. leta, neposredno v teh prostorih, kjer se srečujemo na Zoom srečanjih, ki so vsako soboto in so redna. Tukaj sem vam pripravila pa samo nekaj izhodišč, da boste razumeli, ko vam bom cel postopek predstavljala, kaj se je dogajalo. Recimo tukaj je plačilni nalog za prekršek, ki sva ga dobila midva z možem, seveda vsak svojega, ne skupaj 417 evrov, ne. In je bil izdan na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o javnem redu in miru, citiram: "Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem postopanju, se kaznuje z globo od
417,29 evra do 837,59 evra. Zdaj si lahko mislite, kako sem jaz grozno napadala ali se nedostojno vedla do uradne osebe. Tukaj so ljudje prisotni, ki so bili tudi lansko leto prisotni. Ampak glejte, na koncu vsega, ko sem bila vklenjena v lisice, sem dobila še ta plačilni nalog. Pa pojdimo počasi od začetka. No, potem je tukaj še ena zanimiva določba ustave, za katero boste tudi slišali tekom predstavitve. Pravica do sodnega varstva. Ne vem, koliko ljudi ve, da ko ti dobiš ta plačilni nalog in ti ga dejansko da redar ali policist ali Darsov nadzornik, ni zakonit. To je sicer kazen za vse nas, državljane, ampak temelj, po katerem je izdan, ni zakonit. Zato je dobro upoštevati 23. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi: vsak ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter obsodbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Ste slišali? Z zakonom ustanovljeno sodišče odloča. Sodi mu lahko samo sodnik na sodišču, ki je izbran po pravilih vnaprej določenih z zakonom in sodnim redom. Kolikokrat ste bili že kaznovani oziroma dobili sodbo sodišča? Jaz jo še danes nimam. Za vse, kar se je tukaj odvijalo, in zoper plačilni nalog podane zahteve še danes ni. Ampak oni so že kaznovali. In če ta zahteva ne bi bila dana, imam tudi primere, ko sem zahtevo dala za sodno varstvo, sodno odločbo, pa so jo ignorirali, recimo v Darsu, recimo v občinskem redarstvu, kjer živim, in so enostavno dali zadevo, so priredili, to je vse kaznivo, nezakonito delovanje, priredili v pravnomočno odločbo, plačilni nalog, ki nima elementov odločbe, mi tretiramo za odločbo. In so dali lepo na FURS, Finančna uprava Murska Sobota, lepo pozdravljeni gori v Prekmurju, in so lepo odtrgali iz računa. A ste kdaj razmišljali, kaj je tekoči račun? Kaj je za vas tekoči račun? Verjetno niste razmišljali, da je to vaša lastnina. Niste razmišljali. To je zasebna lastnina. In nihče, razen z pravnomočno sodbo sodišča, ne sme poseči v vašo lastnino. In pri nas mirno posegajo, pa še tiste polovičke se izmislijo in greste plačati in ne vem kaj še vse. In še FURS vam vzame. Tako da bodite pozorni, 23. člen Ustave Republike Slovenije, pravica do sodnega varstva. Uveljavljajte jo. In zahtevajte, naj vam pošljejo sodno odločbo, če vam že plačilni nalog pošljejo. In preko sodne odločbe, po možnosti mora biti pravnomočna, ker je šele takrat je dokončna, boste vi videli, česa ste obtoženi. Ne pa en redar, ki ne vem, ali je prišel glih iz štale zjutraj, pa vas je dobil, ali ne vem, sploh ne vem, kakšne izobrazbe imajo. Še policisti nimajo vsi prave izobrazbe. Kdo lahko sodi? Sodnik na sodišču, 23. člen Ustave, ki je zdaj pred vami. In še nekaj bi vas rada opozorila, vas bom tudi še naprej, kadar piše takole:
da ni spodaj nič napisano, razen če zakon ne določa drugače. Se izvršuje člen ustave direktno. Ni nobenega zakona, ki bi šel preko to določilo. Gremo naprej. No, poglejte, 25. člen ustave pravi še pravica do pravnega sredstva. Torej, in ste videli, zdajle smo dobili tiste nore odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kaj piše spodaj? Ni možna pritožba. Pa dajmo ga sračkati v tej državi malo. A vidite, 25. člen ustave pravi pravica do pravnega sredstva. Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njihovih pravicah, torej o naših pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Tako da, glejte, zato sem si to zadala na ta način, da boste lažje potem razumeli, kako zadeve pač trenutno tečejo pri tem ti dogodki po incidentnem dogodku, ne. Poglejte, kaj imamo tukajle. Jaz sem namerno posebne, prav ciljno določila, kateri člen vam pokazala in katera določila, ker se vse to veže potem na to dogajanje, ki je bilo tukaj. Nedotakljivost stanovanja. To je ustavna pravica. 36. člen Ustave Republike Slovenije. Stanovanje je nedotakljivo. Nihče ne sme, poslušajte, nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati. Če se to že zgodi, poglejte, sem spodaj napisala, uradna oseba sme, ampak kdaj? Ko ima odločbo sodišča stopiti v tuje stanovanje. Brez te odločbe pa ni variante, da bi stopila v tuje stanovanje ali v tuje prostore, razen, to je pa nekaj izhodišč, 3 pogoji so, ki jih pa določa zakon. Bomo tudi o tem kasneje spregovorili. Gremo naprej. Glejte, kaj pravi zakon. Zakon o nalogah in pooblastilih policije v prvem odstavku 53. člena pravi: policisti smejo brez naloga sodišča vstopiti v tuje stanovanje in druge prostore. Kdaj? Če imetnik stanovanja to dovoli. Ali posedovalec ali posetnik, nekaj takega pravi potem še drugi zakon. Če kdo kliče na pomoč. Če je to potrebno za preprečitev samomora. Če se preverjajo okoliščine, ki kažejo na smrt določene osebe v tem prostoru ali drugih prostorih. Če je to nujno za zavarovanje ljudi ali premoženja. No, tukajle pri nas ni bilo nič od tega. Pa smo imeli zanimivo sceno. Zdaj bom pa še to, ko sem rekla, pravica do zasebne lastnine in dedovanja. Zagotovljena pravica do zasebne lastnine in dedovanja. Zagotovljena po 33. členu Ustave Republike Slovenije. In dobro si zapomnite, zasebna lastnina je tudi vaš tekoči račun. In vaša osebna izkaznica, to vas je učil Mihael. In vaše vozniško dovoljenje. V fizični obliki. A razumete? To je vse zasebna lastnina. In zagotovljena je pravica do te zasebne lastnine. Ja,
Pa seveda, saj ste slišali, zdaj kroži nekaj po Facebooku, še ime pa priimek, še zapisnik o porodu. Mislim, nove stvari in mi to mirno kar dajemo, ne? Da trgujejo, pa se delajo norca z nami. Tako da je fino, glejte, jaz sem vesela, jaz moram povedati vam, jaz nisem pravnica po stroki, sem pa imela veliko opravka v službi, bila sem javna uslužbenka, hvala Bogu, res lahko dam roko na srce, sem se vedno zavzemala, da so bile stvari oziroma odločitve v dobrobit stranki, da ni bilo nekih mahinacij, to, kar zdaj ugotavljam. In vesela sem, da sem se tukaj na Belisu naučila neke stvari, da je Mihael imel potrpljenje z mano in da je tudi Ludvik Polanec imel potrpljenje z mano in da so se mi zadeve odprle v take širine, da če tega ne bi tako, kot sem odkrivala, ne bi mogla verjeti, da imamo tako šlamastiko, tako korupcijo, tako nestrokovnost in nepravno državo. Noro. No, in poglejte, mi smo tukajle se dobili, člani Belisa, ne, kaj pravi? Ustavna pravica je po 42. členu Ustave do zbiranja in združevanja. In pravi člen, zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred nalezljivimi boleznimi. Nič od tega ni bilo tukaj. Glejte, mi smo imeli zaradi nalezljive bolezni oziroma epidemije, vse je bilo kršeno. Tudi 42. člen Ustave Republike Slovenije. Tako da je zanimivo to študirati, priporočam. 18. člen Ustave Republike Slovenije. Jaz sem tukaj na tleh ležala, dvakrat me je zbil redar, vam bom povedala pol malo več. Stiskal s kolenom na tla, zvijal roke, mučil. Glejte, 18. člen pravi prepoved mučenja. To, kar je delal z mano, da ne rečem tudi, kaj se je dogajalo vizavi Mihaela in še nekaterih drugih članov, to je mučenje. In pravi Ustava, nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. In poslušajte ta drugi odstavek tega 18. člena Ustave. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poizkuse brez njegove svobodne privolitve. Odgovorite si zdaj, koliko državljanov Republike Slovenije je svobodno privolilo v cepljenje. Koliko? A vidite, to je 18. člen Ustave Republike Slovenije. No, potem je pa še ena zanimiva, to, kar pa se mi zdi, da je rak rana današnjega časa. Poglejte, kaj je rekel angleški teoretik zarote. On je neki filozof, on je športnik, nogometaš in tako naprej. Ampak je zanimiv, ima zanimive knjige, preberite. Politična korektnost je najbolj škodljivo delovanje, najbolj škodljiv način odzivanja na družbeno in politična dogajanja in odločitve naših vlad v sodobnem času. On celo poimenuje to politično korektnost fašizem v prikriti obliki. To sem vam pa samo zato dala, da bomo skupaj razmišljali, a bomo korektni politično ali bomo iskali oziroma zahtevali pravno državo.
No, in zdaj smo na tem našem primeru. Veste, jaz imam tukaj dokumentacije 100 in toliko. Jaz bom to hitro preletela, ampak vam bom pa opisala, da boste vedeli, kaj se je dogajalo. Midva z možem sva tisto soboto 22.4. prišla na to redno Zoom srečanje, se usedla, začeli smo s srečanjem in po prvem delu, v pavzi, stopi nekje proti koncu pavze, stopita dva policista notri, arogantno, nastopaško, zahtevata od Mihaela osebno izkaznico, da se identificira, da ga onadva popišeta. Mihael pa jih je vprašal, a imate sodno odločbo za vstop? Nimamo, ne rabimo, vi morate ukaze policije izvrševati, tako nekako je vse teklo. Se bo itak na kamerah se videlo, na posnetkih njihovih. V glavnem, brez vsakega razloga, brez vsakega pravnega, zakonitega pravnega temelja, so vstopili, niso poslušali, niso vzeli resno tega, ko jim je Mihael Belis rekel: prosim, če zapustite prostor. Jaz vam nisem dal dovoljenja, da pridete notri. In potem, ko so začeli groziti, da bodo vklenili na silo in odpeljali, se je umaknil. V tistem so vsi skočili za njim in v tistem trenutku, ko so vsi noter za dvema policistoma, so prišli še 3 redarji. Namreč policisti so bili poklicani strani redarjev. In to je čisto običajen postopek, čisto v redu, ampak ne na tak način, kot je tukaj potekal. In za policistoma so vstopili vsi 3 redarji. In ko se je Mihael, ko se niso umaknili iz prostora, ko se je hotel umakniti, so skočili na njega. Vseh 5. To je bilo, v trenutku je bilo vse na tleh. In moj mož je nasproti, v tistem predelu stal, nasproti mize, čez mizo, in v trenutku ga nisem več videla. Meni se je zgodil flash, jaz preprosto nisem več bila, moja zavest je popolnoma zožila, strah je naredil čisto majhno špranco in jaz sem skočila pogledati, kaj je, ker sem bila prepričana, da so moža zbili na tla. Saj še danes ne vem čisto jasno, kako in kaj je bilo, no. Ampak preprosto, ko sem se jaz premaknila za 3-4 korake izza mize, sem dobila udarec roke zadnjega redarja in sem padla po tleh in sem zvila nogo in udarila se tudi v gleženj. Mene je to takoj zelo bolelo, so bile bolečine. V šoku sem bila, ampak takrat, ko sem bila že na tleh, sploh nisem pomislila, da je to bilo namensko narejeno, namerno. Jaz sem še vedno iskala, kako bi se dvignila, in sem se v tistem iskanju spodaj za čevelj redarja prijela, da bi mi pomagal vstati. On je, kako rečejo, veste, kako rečejo, ključna komolca, nekaj takega, me vrgel še enkrat po tleh, zasukal, obrnil, s kolenom na mene in začel izvajati roke nazaj. In seveda, on je imel cilj in tudi dosegel ga je, mene je vklenil v lisice. Jaz sem sicer prosila, kričala na pomoč, ampak vse je bilo šokirano, zunaj, noter, vse. Mene je bolelo, šok je bil totalen. In potem na koncu kličem moža
in ga vidim, da se od nekje prikaže, in ko se je hotel k meni nagniti, da mi bo pomagal, ga je seveda ta isti redar, to je bil vse isti redar, odrinil, da je padel, in tistem, ko je padel, je seveda razbil tudi roko. In ko je mene podrl na tla, sem na tleh seveda še našo Danico Jazbinškovo zagledala. Takrat sem doživela totalni strah. Res, to se mi je prvič v življenju zgodilo. Pobili nas bodo. Zato so tukaj, da nas bodo pobili. No, in to je bil ta dogodek. Končalo se je seveda tako, da so nas, čez mene so nosili, so nesli in Mihaela Uklenenega, in vsi so čez mene skakali, vsi redarji, oba policista. Jaz sem na tleh ležala in matral se je ta redar, da me bo uklenil, ker mene je strašno bolelo, ker ti roke zvija nazaj, ne, že tako imam, glejte, skoraj 70 let bom stara in kosti niso več take, kot bi bile pri 20 letih. Ampak on je dosegel svoje, uklenil, ko so bili že vsi zunaj, samo mož je stal zraven mene in me odvedel ven uklenjeno. O ponižanju, a veste, sploh ne bi govorila. Jaz tega nisem še v življenju doživela, pa sem marsikaj, ampak kaj takega ne. In potem so videli, da je kar veliko stvari narobe, in drugi redar mi je čez nekaj časa, ko sem sedela na stopnici pred vhodom, rekel, daj odpni, ne, lisice. No, in potem, ko mi je odpel lisice, roke so bile porezane, seveda, noga je bila zvita, rame so bolele od tega, ker je stiskal tam, ker me je na prsni del pritiskal, pa na rame s komolcem ali s kolenom je bolelo. No, v glavnem, potem je prinesel še plačilna naloga meni in možu, vsakmu po 417 evrov, ker sva pač, glejte, kao motila in se neprimerno obnašala do uradne osebe. Prisežem, na kraj pameti mi ni prišlo, da se jaz upiram, res pa je, da nisem bila nevprašana, neustavljena, da bi me ustavil na način pravilen, rekel, gospa, glejte, jaz sem pač izza mize pritekla, jaz nisem vedela, kaj se dogaja, ne. No, v glavnem, da zaključimo to štorijo, bolečine so bile hude, noga je bengljala, ne, ker je pač z gležnja ven skočila. Naša gospa Danica je od glavo udarila in takole smo jamrali in jokali. In seveda je prišla reševalna postaja in enostavno so nas odpeljali na urgenco v Ljubljano. No, zdaj bom pa samo majčkeno povedala. Kaj pa je tole zdaj? Ja, glejte, to so izvidi, Borut Bevc, izvid iz kliničnega centra, urgence, Viktorija Bevc iz kliničnega centra, glejte, še drugi del. Tukaj boste videli, je zelo zanimivo spodaj diagnoza, ne, in pod drugo napad z uporabo telesne sile povzročijo ga uradni organi, ne. Tako da, saj so bili zelo korektni na urgenci, ampak glejte, mi smo bili poškodovani, tukaj še od gospe Danice Jazbinškove, mi trije smo bili odpeljani in midva sva dobila še pač ta plačilni nalog, ne. Tako, ni bilo dovolj samo poškodbe, ne. No, v kliničnega centra smo šli jaz s berglami, gospa Danica s pretresom, lažjim pretresom možganov, Borut raztrgane koža celotna po roki, ne. Tako, evo, to je bil nekako
darežljivost naših redarjev in da še vedno danes zagovarjajo, vključno z županom, kako je vse to zakonito. Fajn. No, to so izvidi. To je bil ta plačilni nalog in zdaj vam bom še ene stvari naprej dala. Na plačilni nalog je šel zahtevek za sodno odločbo, to je od moža, to je moj. Uveljavila sva zahtevo za sodno varstvo, zahtevala sva pravnomočno sodno odločbo, torej to je odločba sodba sodišča, ker 24. člen pravi, da lahko sodi samo sodnik in to na sodišču, potem dajmo se tega držati. No, poglejte, dokler ni pravnomočne sodbe, ste domnevno nedolžni. Ampak kljub temu, da ste domnevno nedolžni, ker redar in policist nimata te možnosti, da bi izdala pravnomočno sodbo, ker nista sodnika in nista javna uslužbenca s strani sodišča, vi dobite plačilni nalog kot odločbo in vas lepo peljejo do finančne uprave, če že sami ne plačate, in vam to odtrgajo. Tudi ta 27. člen, glejte, se izvaja neposredno in direktno. Če bi bila politično korektna, vsega tega se ne bi naučila, ne bi za to vedela, ne bi resnice, realnosti današnjega časa, naše pravne oziroma nepravne države poznala. Veste, zelo težko rečem samo nepravna država. Zato, ker verjamem, iz lastnih izkušenj tudi vem, da če deluješ, se vedno v sistemu najde tudi nekdo, ki bo zakonito odločil. In zato to mene žene. To mene žene naprej in jaz sigurno ne bom politično korektna, če mi ekstra ne bo treba, ne vem, kaj bi bilo to, a mi pištolo držijo na vratu ali kaj, ne vem, glejte, ampak in to naše srečanje, želim, veste, da bi vam kakšna misel ostala, kakšna moja izkušnja, mogoče bomo čez čas lahko še kakšne stvari bolj morda natančno kot nadaljevanje naredili. Nisem želela preveč, zato da ste videli, kaj je pomembno pri redarstvu, pri policiji, skozi določila ustave in skozi določila zakona. Danes dopoldne pa moj mož dobi eno tako simpatično voščilo, velikonočno, od enega našega znanca, smo se kar tako srečali, ko greva kdaj na kavico, in mu napiše: Jezus je vstal, kakor je rekel, in skala od groba je odvaljena. Dajmo čim več tega, da bomo vstali v novo upanje, da bomo te skale valili stran, ki nam jih pod noge stalno mečejo. In vsem, ki ste z nami, želim, da nas, vključno z mano, navdahne duh velike noči, navlije novega upanja, tako kot je tudi Mihael v poslanici zapisal, in moči, da bomo zagledali svetlobo, odstranjene skale groba in zavedanjem resnice, brez politične korektnosti, živeli naš vsakdanjik. Evo, aleluja. Lep večer. Bravo, Viktorija. Bravo. Moj poklon. Hvala lepa. Borimo se naprej.